Naloge vlad ni potrebno naštevati, potrebno pa je navesti nekaj rezultatov dela, na katere moramo in morate biti vsi ponosni. Helikopterski bataljon je mogoče najbolj opazna enota brigade z več 100 reševalnimi akcijami, medicinskimi prevozi, gašenjem požarov, nudenja podpore civilnim organizacijam ter seveda delovanja v mednarodnih operacijah. Bataljon zračne obrambe se uspešno integrira v NATO sistem zračne obrambe, dosega izredne rezultate na bojnih streljanjih v tujini, ponaša pa se tudi z usposabljanjem pripadnikov ene od partnerskih držav. Pomembno je omeniti tudi, da bataljon zagotavlja kader za mirovno operacijo UNIFIL v Libanonu. Letalska šola je ključno orodje za usposabljanje naših pilotov, letal in helikopterjev. Premalo pa je izpostavljeno, da je šola kot enota visoko sposobna za zagotavljanje bližnje zračne podpore silam na zemlji, posebnega pomena pa je njena podpora urjenju usmerjevalcev zračne podpore na zemlji. Seveda, vražji fantje v letečih škatlah ne bi mogli delovati brez podpore, ki jo zagotavlja letalska baza, letalsko-tehnična eskadrilja ter četa za vodenje zračnega prometa. Vse tri enote svoje delo opravljate in opravljajo predvsem z velikimi kadrovskimi omejitvami, zato jim je in vam je potrebno vsekakor izreči priznanje za opravljeno delo. Kakšna pa je prihodnost? Te brez odgovornih, strokovnih in tudi motiviranih ljudi ter brez sodobne opreme ni. Brez dvoma lahko za brigado rečemo, da jo sestavljate odgovorni in strokovni ljudje. Enota mora delovati kot ekipa, pri vašem delu napak ne sme biti. Izobraževanje in usposabljanje morata zato ob opravljanju nalog biti stalnica v delu enote. Sami najbolje veste, ali je to področje še možno izboljšati in tu verjamem, da boste imeli vso podporo nadrejenih. Motiviranost je pomemben dejavnik. Tu ne moremo zatiskati oči pred težavami, ki so povezane s kadrovskim položajem, z nagrajevanjem, z delovnimi pogoji. Zaradi specifike vašega dela so te težave mogoče še bolj očitne. Dejstvo pa je, da delujemo v okviru sprejete zakonodaje in da živimo v času bistveno zmanjšanih finančnih virov. Zakonodaja se bo zlasti na področju delovno-pravnega statusa vojakov morala spremeniti in te spremembe so v našem načrtu dela. Gospodarska kriza in s tem tudi pritisk na obrambni proračun bosta minila, vendar bodimo realni, to ne bo kmalu. Vendar tu smo v službi domovine in to ne samo v obdobju blaginje, ampak tudi in predvsem v obdobju težav, kjer morajo v ospredje stopiti vrednote, ob katerih smo tej domovini prisegli.